Kot zgled bomo vzeli okovinjanje ekvipotencialk dveh vzporednih premih nabojev. Torej, kratko malo dveh vzporednih nabojev, tankih žic si lahko mislite, ampak dajmo kar ostati na tem, bi rekel, idealnem nivoju, da sta to dve naelektreni premici, čeprav vemo, da nista. Takole, če se malo spomnite, smo mi to zadevo že kar nekajkrat obdelovali po takem ali drugačnem vprašanju. Zdaj bi vas pa prosil, morda, če sliko rahlo večjo naredite, ker bo kar nekaj stvari za označiti in da bo vse skupaj pregledno, naredimo malo večjo. Takole. Torej, nekaj teh ekvipotencialk bom skiciral. Ugotovili smo, da so krogi, ekscentrični krogi oziroma vali, če vzamemo 3D geometrijo, vali so to, ki se takole, bi rekel, ekscentrično nizajo s svojimi središči takole. Nekaj jih bomo narisali, sej ni, se bom jaz kar tlele ustavil, sej dovolj. Morda še eno, no. Ne bom. Zakaj pa bi? No, pa še. No, tega bi majčken popravil, da bi bil podobnega radija kot tamle. Takole, no, dobro. Lahko bi še nizal. Tule je naboj, tule je nasprotni naboj. Mislimo si, da je ta pozitiven, ker bomo tudi pluse minuse risali, tako da bo zadeva skladna. Zdaj pa tako, torej to so zdaj ekvipotencialke. Zdaj si pa mislimo, tako kot naslov pravi, okovinjanje, Zdaj si bomo pa spet virtualno zamislili, da vsako tako ekvipotencialko, tisto, ki si jo zaželimo, ne vsako, da jo oblečemo z eno tanko folijo. To se pravi, če jaz tole rečemo okovinim, potem pomeni takole. Če to pod drobnogled pogledam, je to takole. Takole, lahko si mislim folijo tanko, kaj pa vem, mikron. In zdaj, če je tole okovinjeno, potem je to ta vidova srajčka. To se pravi, da mora biti vsota nabojev enaka nič. Ker vemo, kakšno je električno polje tukaj v bližini tega naboja. Generalno je tukaj ven usmerjeno, takole. To se pravi, da bo na tej strani presežek minusov, na tej strani presežek plusov. Takole bo. Plusi, tukaj bojo minusi. To se pravi, če bom jaz to folijo vnesel noter, rečemo kot nevtralno telo, se bo izvršila pač ta influenca. Zamik elektronov, tako da bo presežek minusov na notranji strani, na strani, od kjer polje prihaja, jih vse potegne, na drugem koncu ostajajo plusi. Ker je pa tale ekvipotencialka lahko tanka, kakor čmo, so ti minusi in ti plusi pravzaprav tako skupaj, da je njihovo polje lahko majhno, kakor čmo. Če pa majhno, kakor čmo, je pa njihov vpliv v prostor majhen, kakor čmo.
Ali? To se pravi, da s tem, ko smo mi vnesli tole, ko smo ta prevodnik vnesli noter, nismo polja ne tule nič spremenili. Nič ga nismo spremenili. Ne? Sicer se je zgodil, rekel, influenca se je zgodila, ampak ti naboji so plus minusov tako skupaj, da je njihovo rezultančno polje toliko majhno, kakor smo. No, ker je pa tole zdaj ta vidova srajčka, oziroma imamo zdaj dva avtonomna sistema. En sistem so teli naboji in tukaj nasprotni naboji in tukaj imamo spet Q. To se pravi, dobili smo dva sistema. En sistem je tale, sistem teh dveh nabojev, drug sistem je pa ta in ta naboj. To se pravi, prevodna srajčka nam je prvotno zaključen sistem dveh nabojev razdelila na dva zaključena sistema. In zdaj, tale dva sta odgovorna za polje tukaj noter in ta ter ta sta odgovorna za polje tule. Ne? Na podlagi te ugotovljene avtonomnosti. To se pravi, karkoli bi mi počeli s tole žico, mi to žico zdaj lahko premikamo po prostoru in se to ne bo nič poznalo, zato ker so ti naboji odgovorni za polje znotraj. Polje zunaj bo pa zaradi tega ostajalo še vedno enako. In zdaj, če se jaz s tem nabojem slučajno dotaknem površine, se zgodi rekombinacija. Se pravzaprav te dva naboja izničita. To je isto, kot bi imel en kondenzator pa plošči skup dal. Razelektri se, ne? Ampak tega zunanji sistem sploh ne občuti. Saj vi, če imate dva kondenzatorja, kje? Tlele. Če imate takole dva kondenzatorja, pa greste tukaj noter z neko kovinskim žeblom, ne? Če je to zračni kondenzator. Ne? Tega boste razelektrili, ta pa zato še vedno ne bo. A je tako? In to je to. To se pravi, če se pa jaz s tem nabojem tega površine dotaknem, potem dobim tukaj prazen prostor. Prostor brez naboja in brez polja. Če pa prostor brez polja, lahko pa celotno notranjost okovinim. In je tale naboj na površini te žice zdaj, to je pa ena tanka žica oziroma premi naboj. Zdaj si lahko privoščim, rečemo, še okovint tole. Če okovinim, ne, spet, če to malo v povečavo damo, ne, se zgodijo tukaj plusi, tukaj se zgodijo minusi. No, zdaj te pluse, minuse rišem včasih tudi kar na zunanji strani, ker bi bilo na notranji že malo nepregledno. Ne? Takole, to se pravi, imam tukaj naboje Q, tule pa naboje minus Q. In spet, ta dva oblikujeta en zaključen sistem, ta in ta oblikujeta drug zaključen sistem in ta ter ta tretji zaključen sistem. S tem nabojem se dotaknem te površine in izničim ta prostor. Prostor, ki nima več nabojev in tudi polja nima več. Isto lahko naredim s tem. Tudi tule je zdaj postal prostor brez polja. Zdaj pa lahko prostor brez polja napolnim s prevodnikom. In dobim kaj? Dve žici z nabojema Q in minus Q. Ta je na tej površini, ta je na tej površini, ampak polje je pa zaradi te naše mahinacije tukaj v tem sistemu še vedno takšno, kot je bilo. Ja, to polje je pa polje dveh premih nabojev, ampak ti premi naboji so pa zdaj ekscentrično, kot vidimo. Ne? Torej, polje tukaj zunaj je pa še vedno isto. In kaj smo ugotovili? Da jaz lahko zdaj primer dveh naelektrenih valjev, ustreznih debelin, obravnavam matematično, ne, obravnavam s pomočjo dveh navideznih nabojev v ekscentričnih legah. Ti naboji so iz centra izmaknjeni, ne, se vidimo. Skozi ugotavljamo, da so ekvipotencialke, bi rekel,
izmaknjeni valji. Ekscentrično en v drugem. To se pravi, ko bom jaz obravnaval primer dveh žic, to je pravzaprav najbolj elementaren povezovalni element med dvema aparaturama ali pa dvema sistemoma ali pa generator breme. Dvovod. Vsi gospodinjski aparati imajo praktično tak način napajanja. To se pravi, polje v okolici dvovoda bom obravnaval s pomočjo dveh premih nabojev. Kaj bo moja naloga v nadaljevanju? Samo dvoje. Če imam znano geometrijo, to se pravi, kakšna je mednosna razdalja in kakšen je radij teh žic, rečemo A, rečemo, da sta radija enaka. Temu rečemo tudi simetrični dovod. Torej, sistem dveh žic enake debeline imenujemo tudi simetrični dovod. To se pravi, ko bomo obravnavali, ne danes, naslednjič, lahko pa že tudi na vajah, ko bomo obravnavali simetričen dvovod, se bomo opirali na, kot rečeno, polje dveh premih nabojev in naša naloga bo kaj? Ker imamo dano geometrijo in običajno tudi napetost, na katero priključujemo tole, mi žici kontaktiramo na nek vir. To se pravi, jaz napetost poznam, pa geometrijo poznam. Kaj bo moja naloga? Določiti množino naboja na žicah in pa določiti tole lego tega pomožnega naboja, zato sem ga dal v oklepaj. Tega naboja tam ni, ampak je samo matematični ekvivalent za naboje, ki so dejansko na površini. Naboji so dejansko na površini, ampak v prostor pa učinkujejo tako, kot da so združeni v teh ekscentrično ležečih premih nabojih. In zdaj spet vidite, zakaj smo mi na začetku imeli šolski, idealiziran primer na elektrena premica, pa smo rekli, dajmo se tukaj mečken ustaviti. To ni premica, to bo enkrat žica in tako naprej. Zdaj vidimo, da tudi na elektrena premica ima nek smisel in smisel v vlogi ekvivalenta. Tako kot točkasti naboj. Imamo na elektreno kroglo, če je sama, učinkuje v prostor tako kot točkast naboj v centru. To se pravi, tisti točkast naboj je samo matematično pomagalo. No, zdaj tukaj je pa pravzaprav stvar, bi rekel, izbire, katere ekvipotencialke bomo ukovinjali. Jaz lahko ukovinim eno na levi strani debelejšo oziroma večjo, na drugi strani eno manjšo. In dobim nesimetrični dvovod. D, en radij, drug radij. Nesimetrični dvovod. Tudi take slučaje imamo, da imamo opravka z eno debelejšo pa eno tanjšo žico. Tudi če daljnovodni sistem pogledate, imate fazne vodnike, ki so debelejši, strelovodna vrja je pa tanjša. To se pravi, imamo slučaje debelejših in tanjših. No, in v tem primeru bi govorili o nesimetričnem dvovodu. In zdaj, tukaj bo treba najti lego enega nadomestnega naboja, tukaj pa lego drugega nadomestnega naboja. No, ti dve ekscentričnosti bosta pa zdaj različni. Tukaj sta bili enaki. V primeru simetričnega dvovoda sta enaki. Tule sta pa različni. Torej, spet je naša naloga najti lego teh pomožnih nabojev, to je eno, drugo pa velikost, njuno velikost. Naboj je dejansko na površini, njegov učinek v prostor je pa kot, da je v premici, ki je ekscentrična znotraj tega valja. Naprej. Mi lahko okovinimo eno in vse ostale razmisleke naredimo, ali pa postopke, okovinimo en val pa simetralno ravnino in dobimo primer vodnika pred steno. Vodnik pred steno. In spet, naboj je tule resnični in tukaj je naboj
jaz pa iščem pomožne naboje. Torej, iščem spet tole ekscentričnost. Se pravi, velikokrat imamo v elektrotehniki slučaj, da gre neka žica ob neki pločevini, rečemo. In je to pravzaprav sistem. Ja, zdaj tukaj, bi rekel, je treba zadeva samo okoli obrniti. Če tole za 90 stopinj obrnemo, je pa tole, rečemo, vodnik nad zemljo. No, vodnik nad zemljo bom zdaj obravnaval kot en naboj, ki je tule noter, pa en naboj tule spodaj. Seveda navidezni, namišljeni naboj. Resnični naboj je tukaj gor, resnični naboj je na površini. Se pravi, če imam jaz vodnik nad zemljo, je naboj na površini vodnika in na površini zemlje. Ampak polje v tem prostoru je pa določeno z dvema premima nabojema. No, to je ena žica nad zemljo, potem bomo znali tudi več žic na zemljo dati. In bo to že pravzaprav naš daljnovodni sistem. Kaj še lahko si tukaj privoščimo? Lahko ukovinimo dve ekvipotencialki na isti strani. In dobimo, rečemo, no, se vse na katero stran rišem, bom na tole narisal. In dobimo ekscentrični kabel. Mi smo koncentrični kabel delali, to je koakselc, koaks. Zdaj imamo pa možnost analizirati tudi primer, ko je žica majčkeno izmaknjena, ali pa pošteno izmaknjena. To se pravi, ekscentrični kabel in rečemo, zaključki enega takšnega kabla so aproksimacija, ampak samo aproksimacija za primer, rečemo, trifaznega kabla. Torej, zaključki tega nam pomagajo pri vrednotenju, ampak samo v aproksimaciji, pri vrednotenju trižilnega energetskega kabla. Treh žil v oklopu. A vidite, če tole zdaj pogledamo, pa še tisto, kar bo sledilo kot nadgradnja, nadgradnja tega bo sistem več žic nad zemljo. Zaključki tega primera bodo osnova za tole. Zaključki tega primera bojo osnova za to. In zdaj kar vidite, koliko robe se je stresel iz žaklja zaradi tistega, bi rekel, kratkega teoretičnega razmišljanja.